Kljub aferi in pozivom k odstopu se poslanec Resnice Boris Mijić ne namerava odpovedati poslanskemu mandatu. Mesec dni po prvih razkritjih je danes le stopil pred javnost. Opravičil se je državljanom, dejal, da je osramočen in pojasneval, kako so nastali več 10.000 evrov visoki dolgovi do države in njegovih zaposlenih. Kaj pa glede svojega odstopa, pa kdaj in kako bo poplačal svoje dolgove do delavcev in do države? Rene Markič. Po 8 dneh dopusta in tednu dni bolniške se je Mijić včeraj vrnil v poslanske klopi, danes pa po mesecu dni molka stopil pred kamere in opeharjenim delavcem namesto plačila dal opravičilo. Priznam, znašel sem se v zelo hudi finančni stiski zaradi dolžnikov, saj sem deloval kot vadbeni podizvajalec. Moje breme ne bi smelo nikoli pasti na ramena delavcev. In kesan je pospremil predvsem z iskanjem razlogov za nastali položaj. Iskreno mi je žal za razočaranje, ki sem ga povzročil. Prevzemam popolnoma vso odgovornost za nastalo situacijo. Medtem ko o politični odgovornosti ni želel niti razpravljati. Ali boste odstopili kot poslanec? Hvala lepa, smo napovedali, da gospod ne bo odgovarjal na vprašanja, mudi se mu pa naprej na sejo odbora. A kljub hitenju 2 urah in pol trajanja odbora ni spregovoril niti besede. Kot kaže, Mijić tako zaenkrat ostaja poslanec, medtem pa ni jasno, kako bo poplačal dolgove, ali še uživa zaupanje tako Stevanovića kot stranke, pa tudi, zakaj se je v času, ko je že odstopil s čela Progrosa, še javljal na telefonske klice za zaposlovanje. Dajte, no to je žaljivo. Tako pa Mijićeva pojasnila komentira Lukić iz Delavske svetovalnice, ki meni, da je to nesprejemljivo. On je v poziciji, ko je to rekel pred kamerami v prostori državnega zbora. Predstavljate, kakšne poziciji moči je ta oseba, da to govori in še vedno hoče, da javnost njega vidi kot žrtev sistema. Minimum bi moral biti to, da bi danes stopil pred kamere in rekel, dolgovi so poplačani. Želim, da veste, da ne skrivam popolnoma ničesar, saj sem že 5. maja uradno prijavil na KPK vse svoje premoženjsko stanje. A gre zgolj za elektronsko potrdilo o oddani prijavi, ki ne razkriva vsebine in premoženjskega stanja poslanca. Tega po poročanju STA ne razkriva niti KPK. V Levici pa Po naših informacijah ni res, kar je povedal, in na Komisijo za preiskovanje korupcije ni prijavil lastništva tega podjetja. A ne le dolg do delavcev. Pod današnjo objavo Resnice se je javil še fotograf, ki trdi, da Mijić nikoli ni poplačal poročnega fotografiranja. Imeli smo super odnos, vse dokler ni prišel čas plačila za 7 poročnih albumov, za katere še danes čakam na plačilo. Ampak nič za to. Upam, da imata lep spomin na vajin dan. Mijić na očitke odgovarja, da gre za zasebno zadevo, ki ni povezana z delom poslanca in opravljanjem javne funkcije. Ne bom dovolil, da se enostranske navedbe iz komentarjev uporabljajo za ustvarjanje negativne podobe brez preverjenih dejstev, je zapisal sprva, nato pa so iz stranke poslali dodatna pojasnila, da sta mu z ženo plačala večji del honorarja, ker pa da fotograf ni dostavil vseh dogovorjenih fotografij, nista poravnala okoli 500 evrov. Kako bo poplačal opeharjene delavce, pa podrobnosti v 2-minutni izjavi Mijić ni pojasnil.